Pozdravljeni! V naslednjih minutah vam bom poskušal predstaviti laboratorij za arhitekturo in procesiranje signala. V tem laboratoriju se poleg dodiplomskega in podiplomskega izobraževanja na področju arhitekture računalniških sistemov, vhodno-izhodnih naprav in digitalnega procesiranja signalov ukvarjamo tudi z domačimi in mednarodnimi raziskovalnimi projekti ter razvojnimi projekti za industrijo. Poglejmo si osnovna področja raziskav v našem laboratoriju. Raziskovalno področje arhitekture računalniških sistemov. Načrtujemo tako mikroprocesorske kot tudi mikrokrmilniške sisteme za obdelavo podatkov, kot tudi digitalnih ali analognih signalov. Zasnovali smo tudi razvojno raziskovalno platformo za sodobne, pametne in nizkoenergijske zgradbe. Vodili smo razvoj vgrajenega sistema, ki temelji na ARM9 tehnologiji, ki je namenjen raziskovalnemu delu in bo hkrati tudi učni pripomoček, ki bo uporabljen pri izvajanju vsaj 20 različnih predmetov na vseh programih. Raziskovalno področje digitalnega procesiranja signalov. Razvijamo nove algoritme. V tem rešujemo teoretične probleme, kot so na primer omejitve digitalnih filtrov s končno dolžino besede, kompleksnost celoštevilčnega minimax aproksimacijskega problema in druge. Načrtujemo pa tudi praktične sisteme za procesiranje digitalnih signalov. Na tej osnovi smo realizirali nizkocenovni spektralni analizator, nekaj sistemov za obdelavo zvoka in razpoznavanje govorov. Raziskovalno področje konvergenčnih komunikacijskih tehnologij. Vsi veste, da ravno kar intenzivno poteka proces poenotenja vseh komunikacijskih sistemov na enotno zasnovo, prenos potrebnih podatkov po spletu in pojav osebnih komunikatorjev. V tem okvirju se ukvarjamo z računalniško razpoznavo in sestavo govora. Naj na to temo pokličem kolega Andreja. Andrej, zdravo! Zdravljen. Povej nam nekaj o tem področju. V preteklosti smo v okviru evropskega projekta COST-232 sodelovali pri zajemanju evropske govorne baze različic angleškega jezika. Za Slovenski Telekom smo razvili enega od prvih sistemov za odgovorca neodvisno razpoznavo števk in kontrolnih besed slovenskega jezika preko telefonskih povezav. V okviru projekta smo zajeli tudi večjo govorno bazo nacionalnega pomena, ki vsebuje izgovorjave števk in kontrolnih besed 780 govorcev iz vse Slovenije. Dobrodošli v naši pizzeriji. Ali bi radi veliko, srednjo ali malo pico? Malo. Na voljo so naslednje priloge: sir, šunka, gobe, peperoni, pikantna. Pikantna. Ali želite preliv? Ne. Želite torej malo pikantno pico, kaj ne? Da. Ok, vaša pica bo kmalu pripravljena. V zadnjem času pa se zelo intenzivno ukvarjamo s porazdeljenim procesiranjem oziroma razpoznavanjem govora, ki temelji na zasnovi naslednje generacije tako imenovanih konvergenčnih komunikacij. Hvala, Andrej. Razvojno-raziskovalna platforma za področje pametnih zgradb. Večina naših raziskav se lahko aplicira v vse bolj zahtevnem segmentu človeku prijaznih in do neke mere tudi pametnih bivalnih in poslovnih okolij oziroma zgradb. Na tem področju se ukvarjamo s prijaznimi uporabniškimi vmesniki, govorno komunikacijo človek-stroj, povečevanjem avtonomnosti in ambientalne inteligence vgrajenih naprav in na ta način ustvarjamo bivalna in poslovna okolja prihodnosti. Na področju procesiranja signalov je največ aktivnosti pri razpoznavanju govora. Izdelane so bile strežniške aplikacije, s pomočjo katerih je razpoznavanje govora mogoče smiselno vključiti v obstoječe sisteme internetne telefonije. Precej zanimanja je tudi za obdelavo zvočnih signalov. Na obeh področjih je nastalo več zanimivih seminarjev in diplomskih nalog. Sodelovanje z našimi študenti. V našem laboratoriju ste vedno dobrodošli. Nudimo prijetno in stimulativno vzdušje za kakršnokoli pomoč pri učnem procesu, izdelavi individualnih izdelkov, seminarjev, zaključnih in diplomskih nalog. Omogočamo praktično delo z različnimi mikrokrmilniškimi sistemi, kot so Atmel AVR in drugi mikrokrmilniki. V zadnjem času je bilo precej zanimanja za delo na področju brezžičnih povezav, kot sta na primer Bluetooth in Zigbee in nekatera druga namenska omrežja.